V času modernih tehnologij so človeške vrednote dobile drugačen vrstni red v posameznikovem življenju. S tem je povezana tudi komunikacija med ljudmi in pisanje besedil raznih vrst. V nedeljo 23. septembra so v Žički Kartuziji organizirali 8. festival Lepopisja, tretjič pod okriljem Turistično-informacijskega centra Slovenske Konjice in Centra za kulturne prireditve. Namen festivala je spodbuditi predvsem mlado generacijo k pisanju s pisalom in ustvariti izdelek z osebno noto in drugačno sporočilno vrednostjo, kot je tisti iz sodobnih medijev. Vsebina lepopisov je tudi letos bila povezana z ekologijo, saj gre za temo, ki nam že nekaj časa sledi na vsakem koraku, v povezavi z lepopisjem pa pomeni osebnostno rast in zavedanje o človeških vrednotah, ki bodo pomagale ohraniti naš planet in našo vrsto. Prireditev je bila posvečena Mednarodnemu dnevu odprtih vrat ekoloških kmetij, Svetovnemu dnevu turizma, umeščen pa je bil tudi v vseslovenski projekt Dnevi evropske kulturne dediščine, ki potekajo med 22. in 29. septembrom 2012. K sodelovanju je bilo povabljenih preko 60 ekošol celjske in mariborske regije, na razpis pa je prispelo 92 lepopisnih izdelkov. Najboljši izmed njih so razstavljeni v protokolarnih prostorih Žičke Kartuzije. Na odprtju razstave spregovoril tudi predsednik Krajevne skupnosti Špitalič Janko Marinšek, za kulturni del programa pa je poskrbela Marija Peganc v srednjeveškem oblačilu, ki se že 4. leto uči klasičnega petja pri operni pevki Simoni Rafaeli Kranz, in flavtistka Ana Kolar, učenka glasbene šole Slovenske Konjice. Najlepše lepopise so letos ustvarili Hana Lapornik iz Visoč, Aljaž Brezovšček iz osnovne šole ob Dravinji Slovenske Konjice, Liza Pekošak ravno tako iz osnovne šole ob Dravinji Slovenske Konjice, Katarina Venko iz osnovne šole Podgoro Slovenske Konjice in Maša Hercog iz osnovne šole Pesnica. Nagrajenci so za svoje lepopise prejeli spominska priznanja, izpisana na ročno izdelanem papirju, ki jih je ustvarila kaligrafinja Natalija Resnik-Gaves s Ptuja, ter eko nagrade, ki jih je pripravil Drago Iršič, zeliščar iz Žičke Kartuzije.